Pozdravljeni! No, spet sem z vami Minka Gantar in ja, nekaj časa je minilo, odkar sem se zadnjič oglašala, prav zaradi tega, ker smo zdajle čez prvomajske praznike si vzele z mojimi dekleti, s hčerkami, nekaj dni prosto in smo bile v Egiptu. Tako da ne vam povem, da smo se naužile D-vitamina. D-vitamin je ključen pri zmanjševanju stresa, pri dobrem počutju. D-vitamin je vitamin tudi mladosti. In predvsem D-vitamin deluje na hormonsko stanje, tako da ljudem, ki manjka D-vitamina, jim slabše deluje ščitnica, stresni hormon deluje kot podivjan, tako da v glavnem je to osnova, če želimo imeti dobro zdravje. No, v glavnem, mi smo se naužile tega vitamina, plavale smo v koralnem grebenu, imele smo se lepo, tako da, ja, fino je uživati. Zdaj pa mogoče pomislite, ja, sej jaz bi tudi, ampak denar. Glejte, vsi smo brali knjigo Skrivnost in notri piše: zastavi si cilj, potem verjemi v njega in potem ti vesolje da vse to, kar si zaželiš. Ampak v realnem življenju pa točno vemo, da ni tako. Da v realnem življenju pa lahko si zastaviš cilj in potem bolj, ko razmišljaš, hočem to, hočem, to beži stran od tebe. Ne vem, to je primer, recimo ljudje, ki ne morejo imeti otrok. Bolj kot si želijo tega otroka, slabše gre in na koncu koncev, ko obupajo, enostavno vsi poznamo kakšen tak primer, enostavno zanosijo po naravni poti in pridejo do otroka. Ali pa ljudje, ki si tako močno želijo srečo, tako močno želijo partnerja, bolj kot si ga želijo, bolj ko hrepenijo po tem svojem partnerju, bolj bežijo od njih in privlačijo same, danes mi je ena gospa rekla, same tepce v svoje življenje. Ali pa tepke, na koncu koncev. In dejstvo je, da na ta način nikamor ne pridemo. Ravno tako mogoče pri ljudeh, ki tečejo za denarjem, ki si želijo to bogastvo, da bi nekako uspeli, bolj kot se trudijo, slabše jim gre v življenju in enostavno nimajo niti za plačevati položnice. Se pravi, tukaj nekaj ne deluje v tem zakonu privlačnosti. A veste, kaj ne deluje? To, da če mi želimo, da se nam nekaj uresniči, moramo izhajati iz srčne energije. Ne iz uma, jaz sem se odločila, jaz hočem. No, ali pa recimo ljudje, ki imajo 10-15 kil preveč, bolj kot hujšajo, bolj so hujši. Se pravi, vedno več jih je. Tako da v bistvu, mi če želimo doseči svoje cilje, je pomembno, da izhajamo iz srčne energije. Zdaj pa je ta srčna energija, kako aktivirati srčno čakro. A vam povem preprost recept. Kako aktivirati srčno čakro? Glejte, tukaj so karte Prehod v novo dobo, tukaj je škatla, tole. V glavnem, tele karte so nastale zdaj že skoraj 2 leti nazaj, ko so se začele manifestirati. V glavnem, nastalo je 88 kart Prehod v novo dobo. Mogoče šele zdaj se zavedam, kaj je na koncu koncev nastalo pri teh kartah Prehod v novo dobo. Glejte, vsaka misel, ki jo izrečemo, ki jo izrazimo, srčno energijo, aktivira, poveča našo srčno moč. No in zdaj, če eno karto za vas potegnem in da vidim, kaj stvarstvo ta trenutek za vas. Glejte, jaz zdaj razmišljam za tiste, ki zdajle gledate tale posnetek, kaj je ta trenutek za vas najbolj pomembno sporočilo? Zanimivo. Karma. Ni to slaba karta, sigurno ne, ker svobodna sem, osvobajam se starih vzorcev, tega ne potrebujem več. In v glavnem to je karta 43, no in zdaj, če naprej preberem. Čas je, da odstranim vse stare vzorce, da prečistim vsa nezdrava prepričanja, da sprostim vezi in nemir, da se osvobodim. V mojem srcu je mir. Lahko premagam svoj največji strah. Svobodna sem. Stvarstvo me podpira. In če boste zdaj samo ponavljali si stavek, stvarstvo me podpira, stvarstvo me podpira, svobodna sem, stvarstvo me podpira. Veste, zakaj govorim o ženskah? Zato, ker pod prvo večji del me spremljate ženske in tisti moški, ki me spremljate, imate toliko pošlihtano žensko in moško energijo, da vas ne moti to, da smo ženske, tudi v vaši bližini. Tako da pomeni, da ste mečkam, ne moram reči, ja, lahko rečem,
Majčkeno bolj razviti moški, ki sprejemate žensko in moško energijo. Tisti moški, ki pa odreagirajo na tisto, kar reče, babe, taki pa rabijo še nekaj časa. V glavnem, glejte, samo stavek, ki si ga ponavljate, svobodna sem, stvarstvo me podpira. V mojem srcu je mir. In zdaj, ko občutiš mir, dajmo narediti še en preizkus. Dajte ta trenutek zamižati, dajmo skupaj narediti in dajmo zamižati in si samo ponavljajte, vidim mir, vidim mir, vidim mir. Dajte dovolj, da vaši možgani najdejo neko sliko miru, vidim mir. In jaz, ko to ponavljam, jaz najdem sliko, ko smo hodili okrog po Triglavskih jezerih in ko smo sedeli na skalah in je en svizec se hranil, bilo je septembra, konec avgusta in bila je popolna tišina, mir, povsod okrog je padal dež in tam je bil sonce. In bil je mir, nič drugega. In vaši možgani bodo našli sliko miru in ko se povežete s to sliko vašega miru, kaj se zgodi? Takrat v svojem srcu se povežete s to energijo in se vam dvigne srčna energija. In ko ste v tej energiji, ste v energiji kreacije. Ja, zdaj pa začnite razmišljati, česa ne želite več in kako lahko premagate svoj največji strah in kako lahko naredite premik naprej. Recimo, en od velikih strahov je, strah pred preživetjem. Kako bom plačal vse položnice, kako bom plačala vse položnice, take obveznosti imam. Strah pred preživetjem je res velik strah, ampak pomislite, kaj pa, če je to karmična zadeva, ki jo imate vi za predelati v vašem življenju. Mogoče ste se zgodili, da ste bili nekoč, da se je vaša duša prinesla s sabo zapis pomanjkanja. Jaz verjamem v to, da duša se je prišla na zemljo naučiti in zdaj berem krasno knjigo Neskončna modrost akaških zapisov. Odlična knjiga, ki govori o tem, kako naša duša nosi sporočilo s sabo in kako v bistvu lahko dostopamo do večne modrosti. Veste, naša duša ima neko misijo, neko poslanstvo tukaj in to, da naredimo nek premik, mogoče za sebe, da se osvobodimo starih zadev in naredimo premik naprej, da se osvobodimo vsega, kar nas obremenjuje, da mogoče naredimo korak v svobodnejše življenje. Zdaj pa ne vem, kaj je za vas svobodnejše življenje. To, da se osvobodite šefa, to, da se osvobodite vsakodnevnega ritma ali pa mogoče to, da se osvobodite od večne teže ali pa kakšnega odnosa, ki vas takole drži za vrat in ne morete več dihati. Na vas je, da naredite premik naprej. No in zdaj vam bom prebrala, glejte, prav te sporočila, ko ste vi v vaši srčni energiji, zdaj je prišla še karta Nova pot, dovoljujem, da končni rezultat preseže vsa moja pričakovanja. Nahajam se na pravi poti. To je pa sporočilo 43. Vsaka karta ima svojo številko in tukaj piše naprej. Ne 46, piše naprej. Upam se narediti korak v neznano. Upam si premagati svoj največji strah. Zaupam, da me stvarstvo podpira. Sem na preizkušnji. Ali zmorem izpustiti vse staro in se podati v neznano? Ali zmorem predati vse, na kar sem navezana? Varna sem tukaj in zdaj. Zame je vedno poskrbljeno. Mene podpirajo vse svetle sile. Naj ostane vaša mantra v vaših možganih. Mene podpirajo vse svetle sile. Mene podpirajo vse svetle sile. Mene podpirajo vse svetle sile. Glejte, ko vas podpira vse stvarstvo. A se imate česa bati? Če vsi samo čakajo na vaš korak in na vašo odločitev, da boste nekaj naredili, da rečete, od zdaj naprej pa želim živeti drugače. Ko mi damo stvarstvu ukaz in rečemo, zdaj želim drugače, se stvarstvo prikloni in reče, tukaj sem, da ti služim, da ti odprem vrata. Dokler se mi ne odločimo, nam stvarstvo ne more pomagati. Ne more in nima pravice.
Zato začnite zdaj pri sebi nekaj spreminjati in naredite za sebe spremembo v pozitivno smer, ker nihče drug tega ne more narediti namesto vas. No, zdaj pa pejmo naprej. Želim se vrniti na Egipt in kaj smo doživeli? Lejte, mi z mojimi dekleti prvič smo plavali v koralnem grebenu. Prvič, to je tako, kot bi v akvariju plaval. Prvič smo jahale kamele, prvič smo bile v puščavi in plavale smo z delfini. Vse to je bilo neverjetno doživetje in to so zapisi radosti, ki jih nese s sabo. In zdaj pa kaj je bila pa še ena fajna izkušnja, no ja, ne toliko dobra izkušnja, na koncu smo dobili kot eno zastrupitev. Sicer jaz in moja srednja hčerka ne, ampak ta velika in ta mala hčerka pa ja. In zdaj kako reševati takrat, ko pa imamo težave s prebavo? Glejte, jaz sem prepričana, da če ne bi imela s sabo probiotikov, Acidofilus plus, bi se stvari res slabo končale. Anja je imela kar visoko vročino, dobila je potem tudi prebavne motnje, drisko, ampak sem prepričana, da probiotiki so ji pomagali pri tem, da se je stanje zaustavilo in da je dejansko zdaj že toliko dobro, da, no ni še dobro, ampak se izboljšuje. Tako da prepričana sem, da probiotiki delujejo na to, da se stanje v črevesju uredi in če vi greste na kakšno potovanje, veste, da brez probiotikov ni za hoditi nikamor. In druga stvar, probiotiki delujejo ciljno na črevesje in delujejo na to, da dvignejo imunski sistem. Še ena stvar, zdajle vse cveti, kdor ima alergijo na cvetni prah, je osnova probiotik. Zakaj? Ker imunski sistem, temelj imunskega sistema je prav v črevesju. In kdor ima pomanjkanje dobrih bakterij v črevesju, ja pač imunski sistem ne more delovati. Tako da poskrbite za sebe, imejte sebe radi, pozitivno razmišljajte in dovolite, da vaša srčna čakra poskrbi za to, da v vaše življenje pride vse, kar vam pripada. Tako da imejte se lepo, uživajte in imejte sebe radi.